Izrael postavi rdečo črto. Netanjahu zavrača najnovejši načrt za Gazo, medtem ko narašča svetovni pritisk. Novo poročilo izpodbija lakoto v Gazi. Še en protiizraelski kandidat pa doseže veliko zmago v Michiganu. Vse je na kocki. Vse to bomo razčlenili v oddaji Kvat. Dobrodošli nazaj v oddaji Kvat iz Jeruzalema, kjer razčlenjujemo vse, kar se je zgodilo ta teden. Z nami je tudi gostujoča sovoditeljica Jessie G. Kakšno fantastično ime. Zveni kot ime iz Hollywooda. Hvala, da si z nami. Kot veste, je Jessie aktivistka, ki je pred kratkim naredila alijo. Prav, dame, toliko stvari imamo za obravnavati, ampak začnimo z Gazo. Tako imenovanim načrtom za mir s 15 točkami, ki ga je Netanjahu zavrnil. Izrael zavrača dokument z 15 točkami. Izraelska vojska se ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo razorožen. In ko rečem razorožitev Hamasa, mislim na težko orožje, manj težko orožje in lahko orožje. So orožje in govorimo o resnični razorožitvi, ne namišljeni. V zadnjih 24 urah so me nenehno intervjuvali o tem, ker se je zgodilo to, da je Donald Trump predlagal načrt s 15 točkami. Spomnite se, lani smo imeli načrt z 20 točkami. In zdaj imamo načrt z 15 točkami. Torej, 5 točk je odpadlo. Prvo poglejmo, katerih 5 točk je izpadlo, ker se jih še sama ne spomnim. Ampak bistvo je to. Netanjahu ga je popolnoma zavrnil. In vprašanje je, ali obstajajo elementi, ki jih ne bi smeli zavrniti? Ali bi morali zavrniti vse skupaj? Ali pa to zdaj zavračamo, ker prihajajo volitve? In to je res vprašanje, ki so mi ga zastavili. In mislim, da je to pošteno vprašanje. Popolnoma. Zdaj, to, kar sem odgovarjala, je naslednje. Nikoli v Izraelu ne bi mogli pristati na umik, če še niso razoroženi. 100%. In ko pogledaš točke razorožitve, piše, da lahko obdržijo Hamas, teroristično skupino, ki jo financira in vodi muslimanska bratovščina, lahko obdržijo osebno orožje ali obrambno orožje. Kot drugi amandma? Kot kalašnikovke. Je to obrambno orožje? Kaj je tukaj obrambno orožje? In torej, vprašanje je, ali zavračamo načrt, ali Netanjahu zavrača načrt zaradi zaporedja. Z drugimi besedami, v redu, vi se razorožite in potem se bomo umaknili. Kar se mi popolnoma zdi smiselno, ker mi nismo začeli te vojne, ljudje. In nekako smo zmagali v vojni. Torej, zakaj bi se umaknili, preden so oni razoroženi? Tako stvari ne potekajo, ko zmagaš v konfliktu. Prav. In druga točka je, ali dejansko določene stvari počnemo potiho. Ampak Netanjahu daje takšne bombastične izjave, ker mu to koristi na volitvah. Šošana, kako ti to vidiš? Mislim, da je vse, kar si povedala, popolnoma točno. In mislim, da je edina stvar, glede katere bi mogoče malo oporekala, da sploh ne gre za to, kdo je zmagal v vojni. Če je to, kar je Hamas naredil z Gazo, z vladavino v Gazi, prišel čez naše meje in pobijal naše ljudi, zakaj bi sploh morali oditi z enako količino ozemlja? Seveda morajo izgubiti ozemlje. Edina stvar, ki jim je pomembna, je ozemlje. Absolutno morajo izgubiti ozemlje. Ali je to vse, kjer smo zdaj, ne vem. Ampak poleg tega, to, da se ne razorožijo, ni opcija. To ni možnost. In RPG ni pištola za samoobrambo. Preprosto ni. V Gazi prodajajo ženske. Pravzaprav v Gazi prodajajo dekleta in ženske. Spet kopičijo hrano. In lahko vidiš rejve, če greš spet kimšina. Ona je neverjetna. In vse, kar počne mimogrede, vzame njihove lastne TikToke in podobno, ter to pokaže preostalemu svetu. Gaza žura. V Gazi so mangoji cenejši, kot jih lahko dobim jaz. Torej, celotna ideja je, veš, ampak progresivci, veš, socialni demokrati, karkoli, so šli. Katar je ponorel s to pripovedjo, da še vedno streljamo na otroke in da je še vedno lakota. In mi naj bi jim dovolili, da se ne razorožijo in naj bi se umaknili. Mislim, da ima Netanjahu prav, ko pravi, da dokler obstaja Hamas, ki nam lahko škoduje, se ne bomo premaknili. Mislim, da je to pravilno. In mislim tudi, da dela stvari v ozadju in da se postavlja, mislim, da je vse to res. Strinjam se, da je lahko vse to res. In vedno znova poudarjam to. In ljudem se to zdi nekoliko presenetljivo. Ko začneš agresivno vojno, zgubiš. Ja. Ali ne bi morali plačati neke cene? Seveda. Ali ne začnemo pri ničli? Nič se ni zgodilo. Nihče od teh ljudi ni umrl. Zdaj jim dajmo točno to in začnimo znova. In to ljudje pričakujejo od nas. Pričakujejo, da jim bomo plačali. Od nas pričakujejo, da jim bomo plačali. To smo že plačevali. Pričakujemo, da boste vi nadomestili škodo njim za vojno, ki so jo. Jesi, ti si v prvih vrstah tega. Rada imam to, kar počneš, ker greš in se v bistvu prepiraš z vsemi temi sovražniki, ki se pojavijo. Jaz tega nikoli ne bi mogla.
Bog te blagoslovi. Ne, vem, da bi lahko, ampak mislim, da bi bila zelo depresivna. Ampak ti si tam in se vsak dan boriš z ljudmi, ki so v bistvu antisemiti, sovražniki Judov, kar ti povedo naravnost v obraz. Kako jim to potem razložiš? Mislim, da sta tle dva vidika. Prvič, mislim, da jim tega sploh ni treba razlagati. V redu. Pravzaprav ne mislim, da si zaslužijo ali upravičujejo kakršnokoli razlago. Mislim, da če bi se resnično potrudili in preverili dejstva na obeh straneh, bi morda imeli boljše in širše razumevanje tega, kar se v resnici dogaja, ampak tega ne storijo. In zakaj bi se morali sploh zagovarjati? Mislim, da smo že zdavnaj čez to. Mislim, da je težava s Trumpovim glavnim načrtom za Izrael v tem, da ga popolnoma zavračam. Hamas ne bi smel imeti nobenega orožja. Hamas sploh ne bi smel obstajati. Točno tako. Ja, ne, ravno, točno tako. Načrt, ki jim omogoča obstoj, je problematičen. Kaj šele kaj drugega. Oboroženi, ja. In zakaj bi morali spet popuščati, kot si rekla, če pa nismo mi začeli te vojne? Ja, zakaj tukaj popuščamo? Mi smo edina država, od katere ljudje to pričakujejo. In ni pomembno, kaj se zgodi. Poglej nazaj, veš, 1948, 1967, 1973. Konflikti so vedno na Srednjem vzhodu. In nekako naj bi začeli, kot da se ni nič zgodilo. Ne kot ponavadi, ampak mislim, da v tem uživam. In to je najbolj preprosta stvar. Očitno Izrael vodi ZDA, ZDA pa vodijo Izrael. Ja, prav. Preprosta stvar se zgodi. Netanjahu reče Trumpu, danes ne. Torej mi razloži, kako mi vodimo Združene države ali pa Združene države vodijo Izrael. To je zelo osnovna stvar, ker ko nekoga vprašaš, ne ve, kaj naj reče, ker si mu v bistvu ves čas govoril, da je vsa njegova formula in celotna zgodba laž. Sploh nimaš nobenega razumevanja, kaj to sploh je. In celo to, da pravimo, da naj bi mi plačevali, je isto kot to, kar se dogaja, ko režim zahteva odškodnine. Zakaj sploh govorimo o odškodninah? Oprostite, vi pridete, pobijete mojo družino, potem pa želite, da pokličem socialno delavko in vam še plačam? Nemčija je Združenemu kraljestvu plačevala odškodnine dolga leta. Začel je, veš, ja, absolutno. Iran, plačaj nam. Ne, ampak on govori isto o Ameriki. Dejte nam to stvar, razvijamo jedrsko orožje, da vas uničimo. Ampak vi ste bombardirali našo državo, zdaj nam morate dati odškodnino. V katerem svetu ti ljudje živijo? Ampak hkrati, ko to rečem, in to sem povedala danes zjutraj na radiju, da delamo stvari v duhu nekakšnega načrta za neko miroljubno rešitev. Pa čeprav to verjamemo ali ne. Naprimer, trenutno se gradi baza na meji za mir v Gazi in Rafahu. Prenehali smo napadati teroriste, za katere vemo, da so tam v zadnjih nekaj dneh. Tako da mislim, da Netanjahu igra, on je, veste, kot pravimo v hebrejščini, med dežnimi kapljami. Resnično se zelo trudi loviti ravnotežje med tem, da mora biti strog, ker so volitve. In nekdo mi je danes zjutraj predlagal, da se prilizuje desničarski nacionalistični stranki. In se rekla, ne. Cela država ne verjame, da se bo Hamas razorožil. To ni desnica. To so vsi, ker imamo dve oči in nismo neumni. Tako da niti ne pravijo, da se bodo razorožili. Ni niti tako, da bi rekli, da se bodo razorožili. Ne bomo se razorožili. Pravijo, da se ne bodo razorožili. Torej, komu naj verjamemo? Lažnivcem in morilcem. Naj bi verjeli lažnivcem in morilcem. Ampak to je smešno. Tudi ta celotna ideja o miru. Hamas ne želi miru. Nikoli niso prosili za mir. Nič ni, cilj ni mir. Ali pa je bila to samo neka celotna zamisel. Kot da je. Kot da je nekaj novega. Med letoma 2005, ko nas tam ni bilo. In potem, kar se je zgodilo po 7. oktobru, bi bilo zelo neumno, da bi to naredili. To bi dobesedno oskrunilo spomin na vsakega posameznika, ki smo ga izgubili, njihove družine in ves Izrael. Ne, ampak to je preprosto samomorilsko. Kot družba nismo samomorilski. V redu, zdaj ostajamo v Gazi. Kot vemo, ker se borimo v tej vojni že skoraj 3 leta. Novica dneva. Ni bilo lakote. Ja, in zdaj? UNICEF, ja? Tudi OZN sama je pripravila poročilo. Ne vem, kdo bo zaradi tega poročila iz UNICEF-a odpuščen. Nekdo bo odpuščen, ker se zdi, da so stopnje podhranjenosti v Gazi, mislim, da za otroke, ali nasplošno, med 0,2 in 0,8%, kar je v bistvu nižje kot v nekaterih evropskih državah. In hkrati vidimo videoposnetke, kot je ta. Ti pobudniki, ti. Ne vem, zdaj je to že. Slikajte ljudi.
Slikajte ljudi! In jim dajte imena! Prisilite jih, da jih ponižate! Ti otroci, ki jih gledate, sedijo! Pogumno, to je zelo pogumno. Ti Ti ubogi. nesrečni ljudje, o katerih govorijo, kot si rekla, obstoj Hamasa je nekaj, o čemer sploh ne bi smeli tukaj razpravljati. Poglejte uboge ljudi. Videla sem še en posnetek teh otrok, ki so jih prisilili, veš, to smo že videli. In potem je bilo kot res, čas za kosilo. In vsi sedijo naokoli in jedo kosilo. Gazelwood. Tega si ne moreš Hollywood. izmisliti. Go. Ne. In koliko teh videoposnetkov smo videli, ker sem videla na stotine posnetkov, kjer Hamas deli hrano palestinskim otrokom in jim jo v 5 sekundah vzame nazaj. Koliko smo jih videli? Ja. In koliko jih bo še treba, da bodo ljudje verjeli, da to res gledamo? Zelo je zrežirano, ampak to gledamo že leta. Če želite vedeti, ali je v Gazi kdaj lakota, poglejte Bisan. Postala je večja. Poglejte starše. Dobesedno, vsi so postali večji in večji in večji. Med lakoto, Ja, kako je to sploh smiselno? Vsakič, ko vidim video debelega tipa iz Gaze, ki pleše, si mislim, veš, poskuša preboleti petico. Na ravni Ozempic. Posebej potrebujejo Ozempik, da prebrodijo lakoto. Zbudite se, svet. To je psihološka operacija in propagandna šema, v katero ste bili vsi potegnjeni. In dali denar za to. In dali denar za to, zahvaljujoč Katarju, Iranu in vsem tem zlobnim, hudobnim ljudem. Ampak ta laž je že mrtva, še posebej, če govorimo o UNICEF-u in Združenih narodih. Vse so naredili v Afriki. To je bilo v 90-ih letih. Vsi so verjeli zgodbi o lakoti. Tako ste zdaj celemu svetu pokazali, da lakota izgleda kot afriški otrok s kvašjorkorjem in plačano muho v vlogi igralca. Zdaj je to podoba, ki jo imajo ljudje. In ne morete mi reči, da nekdo, ki je 5krat večji od mene, doživlja lakoto. Je to čustvena lakota? Ne vem, ne izgleda tako. Morda imajo motnjo hranjenja. Definitivno motnja hranjenja. To je to. Ne. Ampak resno, šalo na stran. Kako lahko kdo pričakuje, da bi kdorkoli pristal na karkoli, kar bi omogočilo, da Hamas še naprej vlada? Pozabite na nas, Izrael, za svoje lastne ljudi. In zaradi tega, kar so doživeli, ter kako so bili uporabljeni kot figure na šahovnici. Tako da je vsakršna mirovna pogodba s temi ljudmi, veste, kaj je to? To je kot skleniti mirovni sporazum z ajatolami v Iranu. To ne bo prineslo miru. Oni so zlorabitelji. Mirovni sporazum z islamisti nikoli ne prinese miru. Še vedno je to 5-letno premirje. To je Točno 5-letno tako. premirje. To je 5-letno premirje. Točno tako. V arabščini ali v leksikonu ni besede za mir. Ali za, veste, trajno premirje. Obstaja samo začasno premirje. Temu se reče hudna. In če gremo na drugo hudno, Iran. Zdi se, da so se stvari nekako zamrznile. Trenutno ni nobenih pogajanj, ali vsaj tako pravijo, ampak veste, kar ljudje ne vidijo je, da se Iran počasi ekonomsko duši. In morda to pravzaprav ni slaba strategija. Ja, morda ni treba, da je vse tako bombastično. Oprostite za igro besed, kaj ne? Mislim, da to res drži. In mislim, da ljudje, ki želijo voditi državo, pa čeprav so morda nižje na lestvici zla, dejansko želijo voditi državo. Pravijo, da umiramo. Morate skleniti dogovor takoj, zdaj, ja. Morate skleniti dogovor z Američani, ker smo ekonomsko mrtvi. In na koncu dneva, če ne moreš jesti, ne moreš voditi džihada. Dobra poanta. Čeprav, ja. Ampak kar me v tej celotni sliki najbolj moti, je nekaj, kar se je zgodilo pred 2 dnevoma. In sicer, da sta Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, imeli smo tako velika upanja za vas. Podpisali so nekakšen obrambni pakt. Zdaj Turčija je članica NATO. Torej zdaj podpisujete obrambni pakt z drugo skupino ljudi. In uganite kaj? Ni trajalo niti 24 ur, da je pakistanski zunanji minister izjavil, da Izrael sploh ne bi smel obstajati. In rada bi vse spomnila, če se vrnemo k Gazi, da Turčija sedi v tako imenovanem odboru za mir na meji v Gazi. In so pravkar podpisali dogovor z državo, ki izjavlja, da ne bi smeli obstajati. Ne, Turčija je trojanski konj. Ne, Turčija ni naš prijatelj, Turčija ni naša zaveznica, že zelo dolgo niso. In jaz ne verjamem niti eni njihovi besedi, ki bi bila kakorkoli pozitivna. Zdaj so sprejemljiv obraz muslimanske bratovščine in so v NATO. Kaj naj storimo? So v središču. So dobesedno središče trenutno. Mislim, govorili smo o Katarju, ampak zdaj, ko so morali oditi, so pravzaprav vsi tam, so v Turčiji, to je njihovo središče in vse. Ne skrbi. Turčija je v redu. No, morda vprašajte Ciprčane, kako je na severu, veste, na okupiranem ozemlju.
Vprašamo ljudi tam, ki se morajo soočati s takšno trdnjavo. Povedali vam bomo, kdo ste. Držala vas bom pod palcem. In dokler igraš dobro, bo vse v redu. Ali pa so bili armenci pobiti. Potem pa popolnoma lagali o tem, ampak za tančico, za zaveso se ni nič zgodilo. Vsi bi morali pozabiti, kaj se je zgodilo. Sploh ne skrivajo tega. Poskušajo obuditi Osmansko cesarstvo. Ja. Tisti Erdogan je rekel, veste, osvobodili bomo Jeruzalem, povrnili mu bomo staro slavo. Da. Kaj, Osmansko cesarstvo? Je to tisto, kar pravite? Vi želite, da Turčija ponovno prevzame Izrael? Ne skrivajo tega. Pravzaprav ni bilo nobenega veličastja, ko so Osmanci vladali tej državi nekaj 100 let. Res so jo zanemarili. Tukaj je bil kaos, bilo je zapuščeno. Imeli so jo v lasti, pa jim ni bilo mar zanjo. Šele ko so Judje, ki so bili tukaj, začeli govoriti, da potrebujejo nekaj avtonomije. In so Judje v 18. stoletju začeli prihajati sem, so se prebudili in rekli, zdaj pa Judje to hočejo. Morda bi morali to obdržati. To je res zgodba. Samo še en zatiralski režim ste. Kdor misli drugače, nima pojma, o čem govori. Zelo me skrbi, da sta Turčija in Katar del mirovnega procesa na meji. Ljudje tega ne razumejo. In vem iz notranjih virov, da je bilo narejenega veliko dobrega dela, da bi razmišljali o izobraževanju za deradikalizacijo mladih otrok v Gazi. In odpor prihaja od znotraj. Kakšno upanje sploh obstaja za ta 15-točkovni načrt, ko imaš v isti komisiji ljudi, ki dobesedno potiho ali pa včasih celo glasno govorijo o džihadu. Ampak ali Saudska Arabija hodi po robu, da bi lahko igrala na obe strani, ali preprosto čakajo, da vidijo, kam se lahko obrnejo, če gre karkoli narobe? Mislim, da Saudska Arabija morda kaznuje Združene države. V zalivu je občutek, da jih ZDA niso prišle rešiti med vojno, čeprav so bile prav ZDA skupaj z Izraelom tiste, ki so začele vojno. In zato je prisoten ta občutek, niste nas podprli, zdaj bomo poiskali druge prijatelje. Ta občutek obstaja, Felix. Pred 2 tednoma je bilo pravkar objavljeno, da bodo Združene države pomagale Savdicam ustvariti civilne jedrske objekte. Mislim, da imaš prav. Mislim, da poskušajo igrati na več konjev, kar je mimogrede tisto, kar Katar počne že leta. In Saudska Arabija, mislili smo, da si boljša. Podala bom alternativno stališče. Nadaljuj. V glavnem, mislim, da je ta obrambni sporazum slab. Ja. Vendar pa obstaja vidik, ki bi lahko bil dober. V redu? To je obrambni sporazum. Torej, če kdo napade Saudsko Arabijo, sta Pakistan in Turčija dolžna posredovati in pomagati. Prav. Kdo trenutno napada Saudsko Arabijo? Iran. Kaj se je zgodilo? Mogoče bojo nehali napadati, če je. Dobra pripomba. Lahko bi to bil odvračilni ukrep, ali pa se zgodi, da ne nehajo napadati in potem sta Pakistan in Turčija dolžni posredovati. Rada bi to videla. Rada bi to videla. To ni davek. Rada bi. IRGC. Mislim, to je dober pogled. Ampak spet izhaja iz tega, kar pravim, da so Savdici menili, da imeti Ameriko kot nekakšnega prijatelja ni delovalo kot odvračanje, verjetno provokacija Islamski republiki. Morda je to tisto, kar počnejo, da bi to ustavili. Ali bo to delovalo? Bomo videli. Morda jih bodo Iranci nehali napadati. Nas ne napadajo. Ne napadajo. To je vse. To je tisto, kar je naredilo. Tako je videti odvračanje. Prav. Pojdimo v Združene države, kjer poteka počasna, zelo počasna invazija strani, pravzaprav ni tako počasna. Za strani demokratičnih socialistov Amerike, ki so v bistvu islamistična stranka, ki se je združila z skupino modrolasih objemalcev dreves, ki ne vedo nič bolje. Tako imamo v Michiganu kandidata po imenu Abdul Rahman Muhammad Al-Said. Nekdo je dejansko kritiziral nekoga, ker mu je dal ime iz resnično tam. Rekli so Barack Hussein. Obama je vztrajal pri svojem polnem imenu. Zakaj ne ta človek? Prav. In ta človek je pravkar zmagal. In seveda je islamist. Denar je dobil od Kair, ki je organizacija povezana s Hamasom. Njegov tast, njegov oče, vsi so upleteni v to. Njegovi prijatelji so Hasan Pajkar in ljudje, ki podpirajo napade 11. septembra in vse mogoče stvari. Ampak ta človek se želi pretvarjati, da ima rad ali pozna Jude. In to je tisto, kar pravi. Želim posebej spregovoriti o vprašanju, ki je bilo v središču te volilne tekme. Mojim judovskim ameriškim sestram in bratom eden najbolj nepozabnih spominov na to kampanjo bo priložnost, da sem z vami delil sederski obrok. Da sem z vami molila v sinagogi. Da sem vas objela in da ste objeli mene. Kaj zdaj?
Draga, ne vem, kaj naj ti rečem ali kako naj začnem. Ampak noben jud nima kruha pri sebi. Kaj si prej rekla? Mislim, da bi te, Abdul, z veseljem povabili sem na dvorišče. Z veseljem bi te povabili na obrok med Ramadanom. Ja, imeli bomo zajtrk, Žerar. Ramadan, ker je to prav tako smešno, kot to, kar si pravkar rekla. Mogoče bi bil tisti Mamdani. Mogoče bi pa res lahko bilo. Lahko bi bilo. To je tako. To je tako ponižujoče. To človeka tako ujezi, ker morda pozna enega juda, ki je rekel, no, pripeljali bomo... Tista z modrimi Nisem ti lasmi. rekla. Ja, o čem sploh govori? Verjetno ima BLT za kosilo. Ja, Prosim. Fantje, gledam video posnetke, za katere nisem mogla verjeti, da so iz Michigana. Pozabila sem ime tiste stvari, kjer hodijo po ulicah in se klofutajo. In ženske so čisto zagrnjene. Tudi dekleta so čisto zagrnjena. In jaz sem samo tako, dejansko sem vprašala Groka, odkot je to? Ker sem bila prepričana, da oseba, ki je to delila, samo deli nekaj iz tujine in se pretvarja. Ne, Michigan, Amerika, to je javno. Pravkar sem nekaj videla, mislim, da je bilo v Londonu, mogoče, ne v Londonu, nekje drugje. Celotna bolnišnica in parkirišče, reševalna vozila niso mogla priti noter. Vse je bilo zavzeto za islamsko molitev in pacienti niso mogli v bolnišnico. Ni me briga, če molite, ampak vaša molitev ne more biti na škodo. Moraš se vprašati, zakaj moliš zunaj, ko imaš? to je to. uveljavljanje prevlade. To počnejo v Londonu. Zlijejo se na ulico. Želijo, da jih ljudje vidijo moliti. To je pasja roza barva. Ja. Mislim, da bo prišel trenutek, ko bo morala demokratska stranka zbrati pogum in sprejeti nekaj. Jaz imam jajčnike. Bo to sovražni prevzem ali prijateljski prevzem? Ali pa boste vstali in rekli, ne, to ni demokratska stranka naših prednikov in prednic. To ni to, kar želimo za Ameriko. Ti ljudje pravijo, da sovražijo Ameriko. Podpirajo napade 11. septembra. Ta Abdul al-Sajid, Abdul Rahman Muhamed al-Sajid je to rekel. On je to rekel. Veste, dan, ko je bil ajatola ubit, je dan velike bolečine za njegove volivce. Zato morajo biti občutljivi, ker je bil ubit pedofil in množični morilec. Tu je to, kar imate. Imate, kako že pravijo, imate trojanskega konja. Da, imate trojanskega konja, ki želi uničiti vašo državo. To pravijo, odkrito. Tega več ne skrivajo. Povejo vam naravnost v obraz. Ampak spomnim se leta 2021 na Floridi. Bil je vikend za 4. julij. Šla sem na zborovanje Donalda Trumpa na Floridi in eden od medijev me je vprašal, veste, zakaj ste tako velika podpornica in zakaj o tem tako odkrito govorite? In sem rekla, ker se bo to spremenilo v državo tretjega sveta. In je rekel, to je zelo dramatična izjava. Zdaj slišim veliko ljudi, ki pravijo, to izgleda zelo komunistično, kot da to izgleda zelo tretjesvetno. Ja, še vedno je tukaj, še vedno je to kapitalistična država in še vedno so ista načela, ampak ljudje so izgubili občutek za resničnost, ko ne morejo prepoznati zla, ki jih gleda naravnost v obraz in mu odprejo vrata ter ga povabijo noter. No, bili so indoktrinirani. Poglej njihov izobraževalni sistem. Bili so indoktrinirani. Katar. Nekdo mi je rekel, da je noro. Katar dejansko vodi podjetje, ki tiska učbenike. Ja. To je smešno. Dovolili ste jim. Rdečo preprogo ste pogrnili ljudem, ki si želijo uničenja vaše družbe. In to se dogaja prav pred vašimi očmi. Zdaj pa je vprašanje naslednje. Ali to pomeni, da bo zdaj, ko je ta človek zmagal, republikanec, veliko bolj verjetno zmagal? V tem primeru to bi lahko pomenilo razliko med tem, ali bo Trump osvojil predstavniški dom ali ga izgubil. Torej, veste, lahko bi bilo gamsu latava, na koncu je vse v redu, ampak to je velikansko tveganje. To je ogromno tveganje. In mislim, da so ljudje prehitro pozabili na rdeče-zeleno zavezništvo v Iranu. Iran leta 1979. Ja, islamisti so trenutno infiltrirali politične stranke. To so naredili v Londonu z zeleno stranko. Je obupno in hkrati smešno. Ja. Zdaj to počnejo z demokrati. Vendar pozabljajo, da so se islamisti v Iranu povezali s socialisti, modrolasi, levičarji, ki se izogibajo dezodorantu, imajo preboden nosni pretin in so poraščeni. Združili so se skupaj. Islamisti so pobili vse socialiste. Res so jih. Samo? To je samo nekaj časa. To bo vzelo nekaj časa. Ampak kar mi je žal reči, uživam, ko to gledam, ker me straši, ampak je skoraj tako, kot da pred leti ne bi imela psihotične epizode. Bilo je nekaj, kar če ste to že večkrat videli. In kako je demokratska stranka uporabila DEI in indoktrinirali ljudi. Torej, zelo zlorabljajoče je. Ja, ampak če še naprej spreminjate barvo in ljudem govorite, če naredite bolj rjavo, če naredite bolj črno, če ste ženska, ste to, če ste otrok, če še naprej vsiljujete te ideale in takoj, ko rečeš, ja, ampak kakšne so kvalifikacije te osebe?
Kot da bi rekli, da samo zato, ker oseba tako zgleda ali je musliman, potem si islamofob. Ne, brat, nekaj je narobe s tabo. Strašljivo je, ker so Združene države Amerike še vedno največja velesila. To je država, ki prinaša judovsko-krščanske vrednote Zahoda, svobodo, liberalno demokracijo in videti to gnilobo kot rak, ki se širi in prevzema določene institucije, je zelo strašljivo za svobodni svet. Videli smo, kaj se dogaja v Evropi. Veste, mislim, da bomo dejansko videli nekakšen pritisk, velik odpor v Evropi na prihajajočih volitvah. Prihajajo francoske volitve. Upam, da bojo tudi Britanci imeli volitve, ne vem, a bojo čakali ali ne, ampak mislim, da ne morajo priti dovolj kmalu, iskreno. Moram pa reči, da sem videla veliko odpora, še posebej pri temnopoltih kristjanih. Ja. Veliko, ko rečejo, v redu, jaz tega ne podpiram. To nismo mi kot narod, to ni to, za kar ta država stoji. To ni prava pot To naprej. je zame ni... preveč. Ja, Nora, preveč je. Ja, to je malo preveč. Ja. To se zgodi, ker so ljudje začeli raziskovati, kaj se dogaja. Ljudje celo odpirajo Koran in dejansko začenjajo. Bil je muslimanski moški, ki je rekel, veste, islam ni religija miru. Dobesedno je to povedal na glas. In rekel je nekaj takega, mi ne mislimo, da so vsi neumni. Nekateri lahko vzamejo Koran in ga preberejo. In začne navajati točno to, o čemer govori. In to ne pomeni, da napadam nečijo vero, ko to rečem. Ne napadam. Kar pravim je, da ljudje začenjajo odpirati oči in sami raziskujejo. In prvič, kot Judinja, sem zelo vesela, da sem lahko tiho in opazujem ljudi. In ker, veste, judejsko-krščanske vrednote so temelj Amerike, vendar je to tudi zelo krščanska. Tega se ne da spregledati. Veliko kristjanov tudi stopa v ospredje, celo v Londonu, gredo na ulice in pravijo, če lahko vi to počnete, bom jaz začela oznanjati Jezusa Kristusa prek zvočnika. In jih aretirajo. Moja prijateljica Hayley Ice, častita, mi je povedala, da se je nakup Biblij v Združenem kraljestvu podvojil. In prav imaš, to ustvarja to. Ja, in to je Seveda. tisto, kar bomo videli. Ampak s to veselo mislijo in v pričakovanju proti revolucije tukaj gremo na naš najljubši segment, ki je Baraba tedna. Jessie, ti si. Sem. Čeprav se ves dan na spletu ukvarjaš z barabami. Res je, torej, Kdo je tvoj Baraba tedna, draga? moja baraba tedna je Aisha Khan Aziz. In ljudje morda ne vedo, kdo je to. Hvala Bogu. Ona je oseba, ki je podala uvodno izjavo na nedavni debati Oxford Union, kjer so razpravljali o tem, ali bi moral Zahod biti sumničav do islama. Trdila je, da Zahod ne bi smel biti sumničav do islama. Nato pa je Tomiju Robinsonu povedala, da ima srečo, da mu varnost zagotavlja. Da ščitijo Tomija Robinsona. Kajti če ne bi imel takšne varnosti, bi bil, kot pravijo, pečen. Stephen Yaxley Lennon, ki ga njegovi huligani poznajo kot Tomija Robinsona. Steven, zunaj je množica, ki nocoj zaradi tebe izgreda. In brez zaščite in velikodušnosti muslimanskega palestinskega predsednika ter večinoma južnoazijskega izvršnega odbora bi bil dobesedno pečen. Torej, v bistvu je začela stvar, debato s tem, da je rekla, da ne bi smeli biti sumničavi do islama, ampak imejte v mislih, da bi morali biti res hvaležni, da imate zaščito, ker bi vas islamisti zunaj ubili, če ne bi imeli zaščite. Ja, oprostite, mislim, da je to že samo po sebi debata. Ona bi morala biti junakinja, ker je predstavila argument za drugo stran, z lahkoto. Počakaj, in to je posnetek, ki je postal viralen. Šeriatsko pravo. Veš, ona je to rekla. To je to. Tukaj si po naši milosti. Hočem Luna, lunacizirati. bodi hvaležna. Bodi hvaležna. Bilo je tako, mislila sem, da imam anevrizmo. Kot, Si slišala to? mislim, da je imela prav, ni se zavedala, kaj misli. Razumela je, kaj je rekla. Džaznaj. Ona je tako... Ta denar je bil... Občinstvo je ploskalo. Ploskala sem. Rekla sem si, to je super. Ploskala sem iz drugega razloga. Mislila sem, da je to najboljša stvar, kar sem jih kdaj videla. Usodna Da idiotka. tukaj si. Ne. Samo zaradi naše milosti do tebe, kar povzame status demi. Ne bom lagala, Ne bom prenesla lagala. sem ga. Prenesla sem, naložena sem na video. To je moje! Prstanec. Da, avtogol stoletja, ampak zelo dober odgovor, Jessie. Hvala. Najboljši. O moj bog, prav moja baraba. Imam diplomo.
Ne šalim se, iz okoljskih študij. Nimaš. Imam jo. Univerza Rutgers, New Jersey, imam diplomo iz okoljskih študij. Želela sem rešiti okolje, še preden se je rodila Greta. In vedno sem sanjala, da bi resnično delala na tem področju, čistila reke, vračala gozdove in naredila zemljo boljšo, kot smo jo podedovali, za otroke. Tudi astronautka sem želela biti, ampak sem premajhna. Tako da je to moralo na stranski tir. Ampak bistvo je, da sem bila vedno predana okolju in sem delala na tem. Delala sem tudi za Greenpeace, hodila od vrat do vrat v New Yorku in zbirala podpise. Zato me na osebni ravni zelo prizadene, da je moj izmeček tedna britanski Greenpeace. Ker naj bi se britanski Greenpeace ukvarjal s fosilnimi gorivi, sežiganjem blagovnih znamk in Španijo, ne pa krivil za to Judov. Namesto tega pa bi se morali ukvarjati z dejstvom, da so podnebne spremembe resnične in kaj lahko storimo glede tega. To je vaša prekleta naloga. Namesto tega pa radi izjavite kaj takega. Preiskava BBC-ja je potrdila, mimogrede z lepimi AI posnetki, da so izraelski ostrostrelci namerno ubijali palestinske otroke s streli v glavo ali prsi. Ne obračajte pogleda stran s celimi serijami prosojnic, ki obrekujejo Izrael. Kaj zares počnete, britanski Greenpeace? Hej, to ni vaše področje. In zato ljudje kot sem jaz, ki smo dejansko zagovarjali to desetletja, preden ste vi sploh obstajali, nimamo več kam iti, ker ste dovolili, da so vas prevzeli modrolasi norci, ki ne vedo, ali so fant, ali dekle, ali oboje, ali pa pes. In to je grozno uničujoče, ker vi, ki naj bi uporabljali denar svojih donatorjev za izboljšanje stvari, nas v resnici vse skupaj splakujete v stranišče. Amen. Ne, to je... Bez nas sem. Ja. Enako je s tistim bedakom. Večkrat je bil Baraba. Zag. Igra. Moški, ki je ženskam rekel, da bi lahko imele večje prsi. Seveda. Ja, to je zelo žalostno stanje, da se je to zgodilo. To je gnitje možganov in parazitska miselnost. In vse, o čemer govori Gad Saad. Zdaj smo ostali čudovit izmeček. Hvala. Bellamy, kdo je tvoj izmeček ta teden? Moj izmeček je prijazna gospa iz Burger Kinga, ki je bila odpuščena, ker je rekla svobodna Palestina. In njeno ime je Ariana Hamilton. Torej reče svobodna Palestina in si izmisli celo zgodbo. In po njenem mnenju se je zgodilo to, da ga ni izzivala. Bila je samo tam. In po naključju je on vzel svojo skodelico in Davidovo zvezdo ter rekel, jaz sem iz Izraela. Potem pa pokažite posnetke. Prepričana sem, da je Burger King snemal. Seveda. Pokažite nam dejanske posnetke, kaj se je zgodilo. Prvič, drugič, kot ponovadi, obožujem dobro kampanjo na GoFundMe. Za razliko od... Tizga bedaka s Kornela. Za razliko od bedaka s Kornela. Oprosti, prijatelj. Si bel moški. Nisi odklenil tistega dela, ki bi zadovoljil DEI zahteve. Tako je začela zbiranje sredstev na GoFundMe in rekla je, da je to za pokritje stroškov. Če je bila tehnično na minimalni plači, ko se je to začelo, zakaj je potrebovala $140 000? Nekaj dni nisem spremljala. Zdaj zbira $250 000 in ima že zbranih $233 960 v manj kot enem tednu. Ampak kdo sploh donira za to? Resno? Kdo to dela? Ljudje, za katere ona opravlja delo. Ljudje na drugi strani. In oni bodo z veseljem rekli, izvolite. Izvolite? Zakaj? Ne morete imenovati rasistka. Ja, ker je temnopolta. Tako je. Ne morete imenovati ničesar, kar v resnici je. Prevarantka, ki je žal izkoristila vse DEI kriterije in obkljukala vse na seznamu. In je nekdo, ki kot temnopolta ženska, ne pozabite na Oprah, ampak kot temnopolta ženska je res na dnu vsega. Vsi jo morajo dvigant, potrebuje, da jo vsi podpirajo. Veste, podpirajo. Je socialni primer, ki potrebuje sočutje vseh. Čeprav sem to videla, da se dogaja. Dobesedno sem videla, da prihaja. Zdaj lahko greš. Obstaja več žensk rjave polti, ki pravijo, sem Palestinka. In potem na svojem delovnem mestu počnejo to dafto, da bi jih odpustili, da bi dobile točno to. To res obstaja. Spomnim se v 80-ih in 90-ih, veste, sem odvetnica. Moj oče mi je pogosto rekel, veš, v Ameriki ljudje skačejo pred avtomobile, da bi dobili odškodnino. A ne? Kaj se dogaja? To je nova različica tega. Ja. Postani, veš, antisemit, izgubi službo, nato pa odpri stran na GoFundMe, ker si žrtev. Ja.
ti si žrtev. Ne, bila sem tako neumna. Pred leti, ko sem izgubila vse, sem te poklicala in se spomnim, da sem ti rekla, izgubila sem vse. Sem v zavetišču za brezdomce. In rekla sem, ne bom začela GoFundMe kampanje. In rekla si, o čem govoriš? Rekla sem, ne bom začela GoFundMe, ker potem se sporočilo popolnoma oddalji od tega, o čemer govorim. Moje delo je biti aktivistka in še naprej govoriti o Izraelu ter biti ponosna Judinja. Vse se bo uredilo. Psihološko sem si morala reči, o čem sploh razmišljam. In odpustili so te, ker si bila Judinja in ker si bila aktivna. To je bil razlog, zakaj so te odpustili. In nisi šla in posredno Tim Hač ugotovi, stopala, pravkar si to storila. Ampak nimam nič proti temu, da se pretvarjamo, da smo pro-palestinski. In to počnemo, zaslužimo veliko denarja in ga doniramo za to idejo. Še vedno čakam na svojih $7,000. Resno, verjetno se je Res? nekje vmes zgubilo. Bili bi milijonarji, če bi vsakič, ko odpremo usta, dobili $7,000. Prav, to je res kandidat za Barabo tedna. In žal, eden izmed mnogih, ki smo jih imeli v zadnjem času to je kot po istem scenariju. Da. Tisti tip s Kornela, bil je še en tip. Kakorkoli, vseeno mi je, ne moram več. Prav, moja Baraba tedna je irska vlada. Irska vlada je Baraba že nekaj časa. In ne pozabimo, da so vlada oziroma država, ki med drugo svetovno vojno niso bili na strani zaveznikov. Ja, ljudje, to je malo znano dejstvo, da niso bili na strani zaveznikov. Ostali so tako imenovani nevtralni, nekateri so celo rekli, da so nekako podpirali naciste, ampak v to se ne bom spuščala. Ampak irska vlada je bila precej patetična in sovražna do Judov. Samo nekaj stvari, ki so jih naredili v zadnjih nekaj letih. Priznali so palestinsko državo med vojno, celo takrat, ko smo tam še vedno imeli talce, ki so jih mučili in zlorabljali. Pridružili so se postopku pred meddržavnim sodiščem, v katerem Izrael obtožujejo genocida, kar je seveda lažno. Tega ne morejo dokazati. Resnično poskušajo izkriviti pomen genocida, da bi vanj vključili Izrael. In še vedno jim ne uspeva. Podprli so seveda naloge za aretacijo Netanjahuja strani Mednarodnega kazenskega sodišča in rekli, da bi ga aretirali. Nihče ni dovolj nor, da bi šel v vašo državo. Večkrat so obtožili Izrael vojnih zločinov. Niso pa enako obsodili zločinov Hamasa. Zavzemali so se za prepoved uvoza iz Izraela. In to me pripelje do mojega izmečka s srečnim koncem, ker se je izkazalo, da so kupili ta letala za svojo državo. In obstajala je izraelska tehnologija, ki je bila kot proti megli ali omogočala gledanje skozi meglo, ali nekaj takega, nisem tehnična oseba. In rekli so, ne, nočemo izraelske tehnologije v letalih, ki jih kupujemo. In tako je niso dobili. In ugani kaj? Ne morajo pristajati v megli. In zato mi je to všeč. Všeč mi je, ko Baraba dobi, kar si zasluži. In zato temu pravim Baraba srečnim koncem. Ker na koncu je srečen konec za nas, ki vam ves čas govorimo, da ste na strani teroristov, ste na strani morilcev, ste na strani ljudi, ki nočejo miru. Spet niste na pravi strani zgodovine. In zato, irska vlada, vi ste moj izmeček tedna. Prebrala sem to in morala sem prebrati še enkrat. Sem si mislila, sej se šalte. Ne dajte mi tehnologije, ki bi me lahko naredila varnejšo. Je izraelska, nočem je. Bom v redu. Ja, prav. Zelje in Guinness bi ti morda lahko pomagala. Krompir, ki jih mimogrede zaliva kaplično gospod Abbott. Ne, ampak ironija je, da imajo izraelsko tehnologijo v drugih delih, drugih stvari. Seveda jo imajo. Pojdite stran od nas, dobite jo, ker mi izumljamo te stvari. In mimogrede, novi iPhone, vsi vi, ki sovražite, novi iPhone je bil narejen tukaj. Torej, morda bi morali kar ostati pri svojem starem. V redu. In moramo očistiti svoje duše. Očistiti svoje duše z našimi junaki tedna. In za vsakega nič vredneža. Junakov je veliko, ker je svet še vedno dober kraj. Samo nič vrednežev se moramo znebiti. Bellamy, kdo je tvoj junak ta teden? Moj junak ta teden je moja bivša sostanovalka Jordana, oziroma Jorda, kot ji rada pravim. Poglejte si ta video. Svojo majico sporočaš, da ti je v redu umor Židov. Res je. Res je. Kaj govori? Pravi, da ni prav ubijati Palestincev. To tukaj govoriš? Ja, resno? Dobesedno postaja viralen. To je njen video iz Avstrije, iz koncentracijskega taborišča Mauthausen. In ona se sprehaja naokoli. In ko sem to prvič slišala, sem rekla, ali slišim prav? Poznam ta glas. In se rekla, počakaj, gledam to na njeni strani. Bila je tam, sploh mi ni povedala, da gre tja. In bila sem toliko ponosna na njo, da je to naredila.
ampak sem lahko slišala bolečino. Pravzaprav je odvetnica. Je odvetnica za blagovne znamke in ima res čudovito družino. Njen oče je Izraelec. Mama je Američanka, ampak so Judje. Ampak oče je bil zelo izraelsko usmerjen. Poskrbel je, da jih je vzgajal tako, da so se naučili govoriti hebrejsko in da so zelo ponosni sionisti. Ampak ona živi v New Yorku. Goba Golbeseda živi svoje življenje čudovito. In zaradi tega sem bila tako ponosna. Začela sem jokati, ker sem mislila, da lahko slišim bolečino v njenem glasu. Lahko sem. Za nekaj, kar je bilo storjeno namenoma. Ja. In za tiste, ki sploh ne poznajo imena Dalal Mugabi. Dalal Mugabi je ženska, ki je ubila na desetine otrok v avtobusnem bombnem napadu. In v palestinski kulturi jo imajo za junakinjo. Zato si predstavljate, da greste na nekaj, kar je bil dejansko genocid nad Judi. Če boste res začeli izobraževati ljudi, zakaj bi šli in oskrunili spomin drugih ljudi, da bi poskušali poudariti svoje stališče. In to je otrok. In sem si mislila, super, šepaš, zdaj ne morem reči ničesar slabega o otroku, ki šepa. Dolga zgodba, na kratko, mislila sem, da je to nevredno. Odlična zasedba, ki so jo imeli, ampak posebej zanjo, tako sem ponosna, da jo poznam, tako sem ponosna, da je tudi v trenutku bolečine je vzela stvar v svoje roke in rekla, to ni v redu in to bom izpostavila. In poskrbela bom, da bo ta oseba osramočena. Prosim, vrnimo občutek sramu. Ljudje bi se morali spet sramovati. Ljudje morajo biti izpostavljeni za to, kar počnejo. Ni me briga, kako mladci. Ampak če si res tam, da se učiš o zgodovini tega, se je zgodilo kot najhujši pokol in genocid nad Judi v zgodovini, to je nekaj, kar če to gledaš, tu še nisi Jud. Kot nekdo, ki je odraščal skozi to. In si imel preživele iz holokausta, ki so prišli in sedli s tabo v šoli, ter ti povedali, kaj se jim je v resnici zgodilo. To je bilo storjeno namenoma in je bilo ogabno. In bolj sem ponosna na to, da ni popustila, ko so ji rekli, naj to ustavi, kot ne delaj tega, to je otrok, kaj misliš s tem? Ampak zakaj? Ne? Ampak Izrael izvaja genocid, je genocidna država s tem. Torej, počnejo še več. Trenutno to preiskuje dejanska organizacija, da bi ugotovila, ali je bilo to sploh. Odkod je bila skupina? Oni to počnejo, trenutno je v preiskavi, poskušajo ugotoviti, kdo je pripeljal to skupino sem. Tam je bil Mislim, otrok da se sploh ne šalijo. Ja, jaz bom drugačna. Ker bi jih aretirali. Bil je otrok, ki je imel na majici napis terorist na svoji majici v koncentracijskem taborišču. Je to tisto, kar sem... Ja. Veš, si presenečena, ko pomislim, da je bilo pred letom ali dvema palestinsko zborovanje pred Auschwitzem. To je res pomanjkanje spoštovanja do mrtvih. Nimajo spoštovanja, nikoli ga niso imeli. Nikoli ga niso imeli. Zakaj se pretvarjamo? Maš prav. Ampak ona je nekdo, ki je zelo glasen, tudi v New Yorku, hodi naproti demonstracije. Vedno ima seboj nalepke, kamorkoli gre, Kraljica. nalepka gre gor in nikoli ni pred zaslonom. Vedno je na drugi strani, vedno me kliče. Kaj delaš? Moraš biti tukaj. To se dogaja. Deli informacije in skrbi, da se tudi drugi ljudje tam zunaj počutijo varne. Strinjam se s tabo. Tudi jaz sem začutila bolečino v njenem glasu. Kot da je bila res vznemirjena. In imela je popolno pravico do tega. In bravo za njo. Šla jim je za petami. Bravo za njo. Ona je zagotovo vredna junakinja. Ker je spet nekdo, ki je tiha. Vse dela v ozadju, Ni zdaj. mogla več prenašati. Ko sem ji končno rekla, da sem toliko ponosna na njo, ker je to dejansko delila z drugimi. In vsi, ki so začeli to deliti, je rekla najlepša hvala. Najlepša hvala. Rekla sem, to ni podobno tebi. Kaj je to? Ona pa, to je bila izventelesna izkušnja. In rekla je, da sem imela, Bravo to je zanjo. pa res koristno. Čudovito, čudovita junakinja. Včasih se je težko tako postaviti po robu. Je oseba, ki se postavi po robu. Ne. Šošana, kdo je tvoj junak ta teden? Ko že govorimo o tem, da se postaviš po robu množici, Max Pfeiffer je moj junak ta teden. Sledim mu že niti ne vem kako dolgo in spomnim se, ko je to prvič prišlo v javnost. On je Izraelec, ki uporablja to aplikacijo. Ne spomnim se imena. In tam govoriš z naključnimi ljudmi po svetu. Povežejo te. In potem imaš pogovore, on pa pogosto govori z ljudmi, ki so proti Izraelu, medtem ko je sam Izraelec. In zgodilo se je, da je naletel na ti dve avstralski muslimanski medicinski sestri v Avstraliji med delovnim časom v bolnišnici. Torej, medtem ko sta bili na dolžnosti v službi. Torej, sta v bolnišnici in se pogovarjata. On pa ji vpraša nekaj v smislu, kako ste ravnali z Judy. In rečeta, ja, poslali smo jih v Geheno. V bistvu sta rekli, da sta ubijali Jude pri svojem delu. Nimata nobenega strahu, ničesar ju ni strah. Sploh ne pomislita, da to morda ni dobro reči.
ker sta obkroženi z ljudmi, ki prav tako dehumanizirajo Jude, ki prav tako menijo, da so teroristi, in ljudje, ki razstreljujejo otroke, junaki. In zato je zanje junak tisti, ki škoduje Judu. Zato na glas, brez kakršnekoli sramu, brez kakršnekoli buše, govorijo na službenem računalniku. Kako neumen moraš biti, da govoriš o tem, kako so ubijali Jude? Max v prid tega ni pustil pri miru, obvestil je oblasti. In bili so suspendirani, vsaj to. Ne vem, če so bili odpuščeni, ne spomnim se. Ampak zdaj gre v Avstralijo pričat. Šel bo pričat proti njim. In sprva so sodniki to zavrnili. Rekli so, da tega ne moremo uporabiti kot dokaz. To so povedali ponosno. Nihče jih ni prisilil. Zakaj bi? Zato so to ponovno vključili kot dokaz in zdaj bo pričal. In res ti želim veliko sreče, Max. Mislim, da si pogumen. Si junak za svoje ljudi in za ves svet, ker razkrivaš to vrstno grožnjo, ki je javna. In to se ne bo ustavilo pri Judih. Kar se začne pri Judih, se ne bo ustavilo pri Judih. Nihče ni varen pred ljudmi, kot so ti, ki mislijo, da je v redu, da vzamejo svoje, veš, zdravniške službe, svoje medicinske položaje in škodujejo ljudem. To je strašljivo. Zato se ti zelo zahvaljujemo, ker si se izpostavila in ti želimo veliko sreče v Avstraliji. Ja, zanj ne bo lahko. Želim si, Ta da bi punca lahko pa je, šli. vidiš, zanjo ne bo lahko. In naj ti povem, da veš, da poteka cela preiskava po plaži Bondi o antisemitizmu, komisija. In postaja vedno slabše in slabše in slabše. In več kot je pričevanj. Bilo je pričevanje dejanskih pacientov, ki so jih zapustili, neka ženska, ki so jo prisilili v splav. Mislim, vse te zgodbe prihajajo na dan in grozljivo je, kaj se dogaja. Absolutno. On je razkril nekaj, kar se je dogajalo. Ja. In na nevarnost za judovsko prebivalstvo, ki plačuje davke v vaši državi, sram vas budi. Neverjetno. Velik junak. Hvala, Šošana. Prav, Jesse. Kdo je tvoj junak ta teden? Moj junak. Ostajam pri debati v Oxford Unionu. Prosim, kar nadaljuj. Očiten lahek izbor za junaka bi bil Tommy Robinson. Ampak ni. Moj junak je pravzaprav Lawrence Fox. On je britanski igralec. Zdaj se je spremenil v nekakšnega psevdo v Združenem kraljestvu. In premagal jih je v njihovi lastni igri na debati v Oxford Unionu. Kot sem rekla, je bilo vprašanje, ali bi moral Zahod biti sumničav do islama. Pokazal je kuverto. Si jo videla? Odlično. Pokazal je ovojnico in rekel občinstvu: v tej ovojnici imam podobo preroka Mohameda. Ja. Občinstvo je ponorelo. Vsi so govorili: ne pokaži je, ne pokaži je. Ja. Imej v mislih občinstvo. To so snežinke. Občinstvo snežink je bilo večinoma, rekla bi, da je bilo 50% islamistov, 50% levičarjev, modre lase, Verjetno okrogla še očala. več. V redu, smrdljivi otroci, v redu. Ja, to so bili oni. Bil je tik pred tem, da izvleče to sliko. Celotna ideja je bila, da bo razjezil vse muslimane. Ko je izvlekel sliko, bil je tik pred tem. Vsi so kričali nanj: ne naredi tega, ne naredi tega. Ljudje v občinstvu so govorili: ali sploh lahko imaš rekvizite tukaj, ali nam je dovoljeno. Poskušali so ga ustaviti. Ustavili so ga. In trajalo je približno 5 minut, da je prišel do točke, ko je izvlekel sliko, ker so ga ves čas ustavljali. Ja. Potem je izvlekel sliko. Ni bila slika preroka Mohameda, bila je nekoga drugega, nekoga, ki je bil v občinstvu. Točno tako. In on je rekel: fantje, vsi vi v občinstvu ste pravkar dokazali, da smo vsi sumničavi do islama. Ker ste se bali posledic, kaj bi se zgodilo meni in moji družini, če bi imel sliko preroka Mohameda, ki je sploh nisem imel. In to so bili levičari. Bili so belci, ki so govorili, da ne bi smeli biti sumničavi do islama, a so bili vsi skupaj slovesno sumničavi do islama. Lawrence, ti si junak, Lawrence, ti si Da, ikona. popolnoma se strinjam, Hvala. bilo je fantastično. Med njim in seveda našim dobrim prijateljem Jonatanom Sosadotjem. Wow! Tommy, ki je bil prav tako odličen, ampak on je to dokazal in tist bedak, tvoj baraba tedna, je to dokazal še bolj. To je bil zadetek, upolno. In izgubili so. In kdo je izgubil? Mi seveda. Ampak ne za veliko, kaj ne? Ne, Kar je še nikoli super. nismo zmagali. To se Vprašanje nikoli je, ne bi zgodilo. Koliko iluzij imam? Bila je v občinstvu, Zaradi občinstva. Mimogrede, oni izbirajo občinstvo. seveda. Oni izbirajo občinstvo. Ker ko je bila lani debata z Mosabom in tvojim Jozefom Hadadom, je bila objavljena, jaz sem poznala nekaj judovskih otrok, ki so želeli iti, pa jim niso dovolili, ker so izbirali. On, ki je predsednik debatne zveze. Točno tako. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Invazija se dogaja. Zahod. V redu. Moj junak ta teden, imam občutek, da je bil že prej naš junak. Ampak mislim, da si to zasluži. Eden redkih razumnih glasov, ki so še ostali v demokratski stranki, je moški po imenu John Fetterman, ki je bil neomajen od začetka vojne, odkar je videl grozljiv pokol 7. oktobra,
kjerkoli je bil na strani Izraela. In to nenehno poudarja. Pred enim tednom je bil zelo smešen viralni video. Si ga videla? Eno od teh medijev, ki so povezani s Katarjem in komunističnimi entitetami, spremljajo ga naokoli in ga sprašujejo o Izraelu. In on reče, obožujem, ko Izrael ubija teroriste Hamasa. Ali ni tudi tebi všeč, ko teroristi? In ti si v grozni medijski skupini, ki v bistvu obožuje Hamas. Obožuješ Hamas, kaj ne? Tipu sploh ni pustil do besede. Kot sem rekla, neomajen, točno ve, kje stoji in potem ima ta teden ironično intervju z Johnom Stewartom, katerega pravo ime je, mislim, John Lajbovič ali nekaj takega. In John Stewart mu v bistvu vrača. Zakaj je Izrael tvoja rdeča črta? Zakaj, John Stewart? Ker ima možgane. In ni bil indoktriniran tako kot ti. In mu ves čas ponavlja, da biti Jud in Izrael sta dve različni stvari. In John Fetterman je spet neomajen. Ironija, žalost za ljudi, kot smo mi, da pogledamo in rečemo, John Stewart je Jud. In prav človek, ki ni Jud, je tisti, ki se upira indoktrinaciji judovskega sovraštva, ki se zdaj prikriva kot anticionizem in protiizraelsko razpoloženje. Ne, biti Jud in biti Izraelec ter biti pristaš Izraela sta dve različni stvari, ne prijatelj. 92% Judov so cionisti, ker nismo samomorilski, ker vemo, da je to naša predniška domovina in imamo pravico do samoodločbe, tako kot vsaka druga država na svetu, kot 55 muslimanskih držav. Kaj je narobe s tabo, John Stewart, pasja lutka laboristov? John Fetterman, ti si junak. Ti si tam, kjer bi morala biti demokratska stranka. Razumnost, ki je bila nekoč del demokratske stranke, je izginila. In ti si zadnja oseba, ki drži to zastavo. In razlog, da praviš, da je Izrael tvoja rdeča črta, je, ker je Izrael res rdeča črta. Med razumnostjo, kjer si ti, in norostjo, kjer je vsak v tvoji stranki. In proti Izraelu norost, indoktrinacija in samomorilska empatija. Bog te blagoslovi, John Fetterman. Vsi te imamo radi tukaj. Ti si naš junak tedna. Da, vsakič, ja, se strinjam s tabo. To me navdaja s ponosom. Ampak veš, kaj je najslabše? Da imaš ljudi, kot je John Fetterman. Drug je, ki sem ga spoznala lani, Scott Jennings. On se prepira z Davidom Axelrodom, ki je bil včasih Obamov strateg. In je tudi Jud. In prepirata se o AIPAC-u. In on pravi, ampak vi govorite, oni govorijo o Abdulu, Ahmadu, govori o njem. In pravi, da sploh noče prodajati Izraelu obrambnega orožja. In David Axelrod, Jud, pravi, no, ima prav. Motor Point, Chuck Schumer. Bernie Sanders, podpirate islamističnega, Judom sovražnega kandidata, ki je jedel kruh za pašo. No, to ste vi. Asimilacija. Ne, veš, to je dolžina samomora, bistvo. ampak obstajajo tudi druge podobne povezave. Asimilacija. Samomorilska empatija zagotovo kot vedno pravi božja stran, ampak tudi nekaj drugega, kar me res prestraši, je bilo potem vprašanje, ali veš, da bodo prišli? Ja, ne vem. Še vedno bojo prišli po tebe. In to je veliko za veliko ljudi. Ko rečem, ali naj naredim alijo, ali naj je ne. In narediš, kar hočeš. Ampak na koncu dneva prihod v Izrael, celo narediti alijo, ne bi smel biti tvoj rezervni načrt. No, za mnoge, tudi za me. Ampak veš kaj, je ali pa ni. Ja. Bistvo je, da, veš, to vedno znova ponavljam in nočem pretiravati, ker je Amerika še vedno država svobode. In hvala Bogu, da so pravi ljudje. Da, Judje so imeli čas do leta 1939, da zapustijo Nemčijo. Pa niso šli. Kaj ti to pove? Pove ti, da morda ne razumeš grožnje, tudi kot je tik pred nosom. In ti Judje so zame utelešenje ljudi, ki ne vidijo, da bodo požrti. Morda zadnji, a vseeno požrti. Kot je rekel veliki Winston Churchill, popustljivec je oseba, ki daje in hrani krokodila, v upanju, da bo zadnja požrta. To ste postali. Vi, Judje iz demokratske stranke. In hvala Bogu, da imamo nekaj razumnih nejudov, kot je John Fetterman, ki povejo, kaj se dogaja in potegnejo to mejo. Ta oddaja je za vse nas kot terapija. In upam, da je terapija tudi za vas. Molimo za mir. Molimo, da se naši ranjeni vojaki pozdravijo. Molimo za družine, ljudi, ki so izgubili svoje otroke. In molimo za boljšo regijo. Z vami bomo tudi naslednji teden. Hvala, ker ste gledali.